Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej predstavnikom Vlade. S predlogom zakona želi predlagatelj spremeniti višino odstotka sredstev, ki se zbere iz požarne takse in je namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Hkrati s spremembo višine odstotka požarne takse se bo spremenila uredba, ki pa določa višino požarne takse. Ker se bo povišala višina požarne takse, bo denarja seveda več. Po ocenah bodo sredstva razdeljena tako, da bo 9 milijonov evrov namenjenih za lokalne skupnosti za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, preostali 9 milijonov pa za širši namen, od tega 5,5 milijona evrov za financiranje gasilskih zavarovanj. Prav je, da se bo zbralo več sredstev za gasilsko dejavnost. Prostovoljna gasilska društva, predvsem na podeželju, veljajo za zelo povezovalno skupnost ljudi, kljub temu, da imajo ti različne interese, jih povezuje solidarnost in humanitarnost. Ljudje zaupajo gasilce in seveda nanje se lahko vedno zanesejo. Veliko denarja se zbere iz prostovoljnih prispevkov, sploh takrat, ko se denar zbira za nakup kakšnega koli novega gasilskega avtomobila in opreme. Upoštevajoče to, koliko eno prostovoljno gasilsko društvo prinese družbi kot celoti, menimo, da bi morala država bolje poskrbeti za gasilsko dejavnost. Ljudje, ki opravljajo tovrstno delo, velikokrat svojega dela finančno niti ne ovrednotijo, kajti to jemljejo kot poslanstvo. Najmanj, kar lahko stori država, je to, da zagotovi ustrezno opremo zanje in poskrbi za zavarovanja. Gasilstvo ima pri nas dolgoletno tradicijo in vsi kazalniki kažejo na to, da ta tradicija ne bo izumrla. Zelo smo prepoznavni v mednarodnem okolju na raznih gasilskih tekmovanjih. Prostovoljna gasilska društva delajo ogromno na svojem podmladku, tako da se bo ta tradicija dolgoročno le okrepila. Morda so gasilci občanov velikih mest nekoliko odtujeni, vendar je situacija na podeželju izredno drugačna. Tako kot je za vsako delovanje potreben denar, je denar nujen tudi tukaj. Problem, ki ga vidimo predvsem v mestih, je ta, da se predvsem velika podjetja v tednu požarne varnosti ne odločajo, da bodo pošiljala pošto. Gre namreč za prispevek nekaj centov, ki so strogo namenska za opremljanje društev in vključevanje mladih za delo v gasilstvu. Ker se prispevek na pošiljka dodatno zaračunava le 5 dni v mesecu in to kratko obdobje omogoča izigravanje roka oddaje pošiljke, menimo, da bi bilo smiselno, da se za celotni mesec požarne varnosti določi nujen prispevek na poštne pošiljke. Vlada bi morala razmisliti, da bi se višina tega prispevka v letu 2022 ustrezno dvignila. Hvala lepa. Hvala lepa.